moram dati pa stran. Boste kasneje v videu videli, zakaj je bila tam žlica za obuti superge. Anyway, lepotice moje, na Instagramu ste mi pisali: Eva, a bo video back to school, rabimo tvoje make-up predloge, rabimo tvoje fashion nasvete in evo, ravnokar sem posnela tale make-up look. Poanta oziroma rdeča nit današnjega make-up looka za nazaj v šolo je sveže, je čim manj produktov, pa da čim boljš izgledaš in da na koncu izpadaš taka fresh, kada si se ful dobro naspala in noben v bistvu ne ve, da vse tako malo umiraš, koliko si zaspana. Tako da, to je to, pejmo v sam video in se dobimo potem še na koncu. Začnem s tole Erborian Baby kremo. Meni se zdi perfektna zato, ker je ravno prav prekrivna, da prekrije vse nepravilnosti, vse mazolčke, hkrati pa tvojega obraza ne obteži in ne naredi tiste maske, katere v šoli in zjutraj nočemo. Neko podlago je fajn uporabljati tudi zato, ker lepo izenači ten, prekrije rdečico, s tem vem, da sem jaz imela težavo, sploh tukaj na temle delu, so se mi naredila rdeča lička in me je ful motil, tako da bo neka ta barvna krema, načeloma bi lahko uporabila tudi puder, ta je malenko snežnejša varianta, zelo lepo to izenačila. Če bi ti kazala make-up tutorial kakšne 2 leti nazaj, kaj bi naredila? Vzela bi korektor, katerega je zjutraj pri meni bila nuja, da sem uporabila in bi v bistvu takole ga nanesla na predel podočnjakov, kateri so pri meni ful izraziti. Zdaj v letu 2023 pa so se trendi malo spremenili, sicer mogoče ne boš opazila toliko razlike, ker tale moj korektor spet ni toliko svetu in včasih so bile res popularne tukaj zelo sveto predel, zelo v bistvu tak udaren. Zdaj letos je pa trend tak, da takole naneseš korektor, potem pa pograbiš tvoj kremast blush, ja blush, prav si slišala, in tukajle naneseš še na ta preostal del malo rdečila in v bistvu na ta način tvoj ta predel bo še zmeraj svež, ampak bo bolj naraven. Ti bom jaz zdajle to pokazala. Evo, tole utapkam z gobico, tako. To je to, o čemur sem govorila. Zdaj pa utapkam oziroma zabrišem še ta drug del, kjer sem nanesla blush. Razlika je majhna, ampak na tej strani deluje meni, zdaj, ko se vse skupaj zabrisa, veliko bolj naravno. Zdaj, kar jaz zjutraj rada naredim, pa pri make-upu za šolo nikoli ni fajn pretiravati, da pograbam en bronzer. Tale moj eden ljubših je od MAC-a Bronzing Powder. V bistvu ima zelo lepo tak rjavkast ten, da ne potegne na oranžno, jaz sem to kar občutljiva. In tak bronzer je, da ni strahu, da ga boš dala preveč. Samo za razliko, da ti pokažem, tukaj imam enega Kolistarjevga, tega sem uporabila v prejšnjem tutorialu in kako se tudi blushi med sabo razlikujejo. Evo, tukaj en nanos in lahko zelo hitro pretirava. Zdaj, če bi jo še enkrat pomočila in šla čez. Zjutraj, ko se ti mudi, to ni najboljša izbira, zato ker boš ful zabrisovala in zjutraj je ponovadi še tema in se ne vidiš dobro. Tako da je pomembno, kater blush vzameš. Jaz zdaj, ko imam čas in se lahko v miru naličem, potem to toliko zablendam, da se lepo zlije z ličkom, medtem ko tale, evo, sem večkrat plastila, pa v bistvu dan. To je to. Kar se je pri meni spremenil, je to, da sem postala fenica kremastih rdečil, katere v preteklosti nisem toliko marala. Včasih bi uporabila tega, pa tudi ta, da se razumemo, mi je zelo lep in še posegam po njemu. Ampak trenutno je trend naravno, glowy, fresh, da res izpadaš tak, kada si se ful dobro naspal, da si spočit. Aha, tale by the way je od Elinorja, ker ima na drugi strani tudi čopič. In ta rdeča lička, sploh po zimi, so zelo
dobrodošla. Zakaj? Ker ko ti daš puder, že tako smo po zimi bolj bledi in ponavadi imamo tudi puder v nekoliko svetlejšem odtenku kot recimo poleti in ta rdečica doda našemu obrazu malo življenja, malo igrivosti, prekine to bledoličnost, tako da sploh po zimi ga jaz ful rada uporabljam. Na vrsti je maskara, to je pri meni bil tudi vedno obvezen korak. Zakaj? Ker imam jaz izredno svetle trepalnice in če se ne namažem, je pač res razlika in pri meni že trepalnice naredijo res razliko. Zdaj, koliko dolge in koliko goste želiš, je odvisno od tega, kolikokrat boš plastila, kar pomeni, kolikokrat boš šla s tole krtačko čez tvoje trepalnice. Jaz obožujem dolge in goste trepalnice. Je pa tudi v redu, če boš par sekund počakala ali pa si malo popihala tukaj, da se te zgornje posušijo. In spet, da ne preslikaš na spodnjo veko. Na ustnicah bom uporabila gloss in barvico. Barvica je od MAC-a, številka Plum. Koliko je lep. Obožujem ta gloss. Za piko na i, da res dobimo ta glowy in fresh videz, vzameš nek highlighter, pomočen čopič, malo potresem in osvetliš še tale del. To bo res naredil ta učinek, da si se dobro naspala in da si sveža. Malo pod obrvjo, na sredino nosu, brada. Pretty. Čisto zadnji korak, še vedno imaš v roki highlighter, samo sprememba čopiča. Vzela boš tak z tanjšo koničko, ponovno pomočaš čopič noter in samo daš tlele v kotiček veke še malo highlighterja, ker tako boš optično zbudila učke, sploh če imaš bolj majhne. Se zjutraj izogibi črni in uporabi same take fresh champagne opa barve. Lahko še malo gor. Nazaj se vrnem k mojemu čopiču. Lahko malo potegneš, to je v bistvu taka barva, da ne more biti preveč. In to je to. Evo, v trenutku smo videli ful sveže. Jaz zdaj, če ne bi govorila, bi mi tak make-up vzel nekje med 5 do 7 minut. Izpade zelo natur, pa nisi obremenjena, da bi se čez dan karkoli mogla popravljati, biti v skrbi, da se bo kaj razmazal in tako naprej. Tako da, jaz se grem zdajle še hiter preobleči. Evo me, če bi šla jaz jutri v šolo, bi zbrala nekaj tasga. Zakaj? Tole so baggy hlače. Ne vem zdaj, koliko se dobro vidi pa sliš, ampak baggy hlače, široke hlače z velikimi žepi so letos izredno popularne in ne samo, da jih jaz obožujem, so tudi izredno komodne. Z njimi lahko delaš, ne vem, počepe, skačeš. Če boš dolg časa sedela, se lahko začneš tudi kaj potiti, no v oprijetih hlačah sploh v teh niti dileme. Zgori en klasičen bel topek, moj sicer znamke Calvin Klein, ampak lahko bi bil čist katerikoli. Popestrila sem tale outfit z nakitom, dodala zlate uhančke, zlato verižico. Za piko na i pa še se spomnite iz prejšnjega hola, prejšnjega videa, tele supergice in evo, zdajle bojo super prav prišle, ker so te hlače. Ne vem, a se vidi ali ne, ampak v rožnati barvi se malo požlica moram. In 2. Koliko so hude. Šolsko leto se je sicer že začelo, jaz ti kljub temu želim en čudovit povratek nazaj v šolo. Tako, ko je šola, si rečeš, joj, pa zakaj, pa kaj mi tega treba, ampak ko enkrat prekineš šolanje, se v bistvu zaveš, da je bilo to eno boljših obdobij v tvojem življenju in vse te malce in kavice in odmori in čakanje na rezultate ima svoj čar, tako da itak je bistvo lajfa, da
uživaš v momentu in probi si vsak dan narediti, kar se da fajn. Jaz pa držim pesti zate in navijam za tvoje čim boljše ocene. To je to za današnji video. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal, da ne zamudiš naslednjega videa in me poiskati tudi na Instagramu in na TikToku najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Srečno in do naslednjič!